Dober dan, moje ime je Dušan Rutar. Začenjam s četrto pripovedjo iz serije z naslovom Nevidnost hendikepa. Tokrat se pogovarjam z nekom, ki mi zastavi zelo preprosto vsakdanje vprašanje. Kako naj postanem bolj samozavesten? Kaj samozavest sploh je? Kako človek postane samozavesten, če ni tak? Razmišljava in se pogovarjava, najprej pa seveda dobra knjiga. V njej najdemo dobro idejo. To je ideja, ki je sicer močno navzoča v naših vsakdanjih življenjih. Zlasti takrat, ko se ljudje srečujemo s hendikepom, s hendikepiranim telesom, z drugačnim telesom, kot smo navajeni. Stara ideja je, da je naš notranji glas tisti, ki nam svetuje, naj razumemo hendikepirano telo kot nekaj čudnega, kot nekaj oddaljenega, kot nekaj, s čimer se ne želimo srečevati. Stara renesančna podoba sveta, ki ga ponazarja Jezusovo telo, nam pove, da so taka telesa vselej nekje daleč, nekje proč, da so taka telesa čudna, monstruozna, da niso del narave, da so torej nekaj, česar preprosto ne želimo v svoji bližini. Tej ideji lahko dodamo drugo idejo. Izhajam iz razmišljanja, ki se ga je nekoč približno 1000 let po Jezusovem rojstvu lotil Tomaž Akvinski. Tomaž Akvinski je v svojem besednjaku, seveda, ki je bil značilen za tisti čas, razvil neko osupljivo idejo. Vprašal se je namreč, kaj dela Jezus Kristus in zlasti, zakaj ni napisal nobene knjige, zakaj ni za seboj pustil nobenih nasvetov, nobenega učenja. To seveda obstaja, vendar tega ni zapisal sam. In odgovor Tomaža Akvinskega nam daje misliti. Jezus namreč zastopa nekaj novega. Pogosto se sklicuje na stare postave in svojim učencem pravi, da prinaša novo postavo, da torej prinaša nekaj novega. In Tomaž Akvinski razmišlja, kako je s to novo postavo, in pravi takole. Nova postava, ki od ljudi terja nove načine razmišljanja, nove oblike vedenja, nove načine delovanja, se vpiše v njihova srca. Take so besede Tomaža Akvinskega. Torej, ljudje sprejemajo, ne vsi seveda, in ne vselej, novo postavo s srcem. In ko jo sprejmejo, pravi Tomaž Akvinski, so deležni duhovne milosti. To je vsekakor izjemno zanimiva metafora za naše razmišljanje. In Akvinski sklene, ko je človek deležen duhovne milosti, postane sestavni del nove postave. Čuti, da je del nečesa novega,
kot da bi bilo to najbolj naravna stvar na tem svetu. Novo zanj postane nekaj samoumevnega. To je morda prvi, temeljni, najpomembnejši korak k razvijanju samozavesti. Drugi dogodek, ki ga velja omeniti, ko razpravljamo o tem, kako pridobiti na samozavesti, je tale. Nekaj dni nazaj se je na Sundance filmskem festivalu začel prikazovati izjemen dokumentarni film z naslovom Crip Camp. Sega v leto 1971, ko so številni hendikepirani ljudje v Združenih državah Amerike skupaj sklenili, da imajo preprosto dovolj, da živijo nevidno, da živijo oddaljeno, da živijo na marginah, na periferiji, da so izključeni, institucionalizirani, skratka, da živijo daleč proč od vsakdanjih oči in ušes. Da imajo dovolj razmišljanja, da hendikep ni del narave in da je proti njej, da je nekaj čudnega, nekaj motečega, defektnega, celo monstruoznega. In so množično organizirali kamp in na podlagi njihovih srečevanj je nastal ta izjemni dokumentarni film, ki nam omogoča nov način razmišljanja o načinih, kako ljudje zastopamo hendikep, o dejstvu, da se vsak človek prej ali slej v svojem življenju sooči s hendikepom. Vsakdo lahko hitro ugotovi, da se ljudje praviloma na hendikep, na zastopanje hendikepa, na hendikepirano telo odzivajo s strahom, s tesnobo, vendar nobene nujne povezave ni med okvaro, boleznijo, motnjo, poškodbo in tako dalje, ter načinom, kako družbe, občestva organizirajo svoje življenje, da so nekateri ljudje hendikepirani, vedno znova izključeni, potisnjeni nekam na rob in da zaradi tega izgubljajo na samozavesti, da še sami postajajo prepričani, da je tako preprosto nujno. K zgodbi o tem, kako pridobivati na samozavesti, ugotovili smo, da ima pri tem lahko pomembno vlogo način, kako človek zastopa novo postavo in da ima pri tem pomembno vlogo, da se odloči, da bo živel v javnosti, vsem na očeh, da ne bo več živel nekje na margini, na robu, izključen, osamljen, na periferiji, da se bo družil z ljudmi. K temu velja dodati še en dogodek. Vračam se v renesanso, v leto 1430, ko začne Donatello razmišljati, kako bi upodobil na popolnoma nov način Davida, osebo, o kateri govori starodavno besedilo, v katerem so zapisane stare postave, h katerim je Jezus Kristus postavil novo postavo.
In Donatello odgovori z izjemno idejo ter upodobi Davida na tale način. David je mladenič, za katerega vemo, taka je zgodba, da premaga orjaka Goljata, silno močnega človeka. David je mladenič femininega izgleda, brez orjaških mišic, gol, pokrit s pokrivalom, dolgolas in vsekakor izjemno samozavesten. Nadaljevanje prihodnjič.